En lep pozdrav, ne bom rekel dobro jutro, ampak dober dan, ker redko kdaj popoldne snemam video, največkrat sem zjutraj pri čisti pameti in polhen teh nekih spoznanj, uvidov, širine. Tako da tudi vam bi predlagal, da probate ujeti kakšno uro več v jutru oziroma v zgodnem jutru oziroma v noči. Kaj pa jaz vem, noč ima svojo moč in v noči se svašta več dobi, skratka, dajte si tudi vi. No in ena taka današnja, ki mi ne da mera, je tretje oko, o katerem smo sicer mi že nekaj govorili, ne? Ampak se nismo prav pretirano spuščali v to, ne? Ker Škekec ni nič vedel o tretjem očesu, on je sem bil pa užival, a ne? In to tretje oko mi je da ni je ljubavi, ne bi bilo sveta, če ne bi bilo ljubezni. Vse življenjska energija, ki ji rečemo univerzalna energija, kje pa je univerzum, tam, kje so pa bogovi, tudi tam. Ni res. Univerzum je prisoten v vsaki rastlini, v vsakem kristalu, v vsakem živem bitju in univerzalna je modrost in univerzalna je sila, ki poganja ta planet, mi rečemo pa tudi kar ljubezen. Bo šlo. No, pa da se vrnem nazaj na tretje oko. Valjda smo vsi študirali, kaj tretje oko, kako odprem tretje oko, pinalna žleza, tle gor neki, pa so oni rekli, da so iluminati tretje oko. In zdaj okrog tega tretjega očesa je ratala cela super zakomplicirana znanost, ne? Ki rečemo lahko tudi šesta dimenzija zavesti, univerzalnega, ne vem kva, šakti pakti, katera čakra. Zdaj, jaz bi vam rad stvari vrlo pojednostavil, pa potrdil skozi svoje razmišljanje, spoznanje, da je to, kar vam razlagam, kar prav. Zame je, ne? Zdaj, če se strinjamo, super, zagotovo pa se ne moramo čisto vsem strinjati, ker imate malo drugačne izkušnje, mislim. Ali pa se ne morate še, ne? Jaz sem marsikatero dogmo pregriznil in prelomil, pa verjamem, da jo boste mogli tudi vi, ker širina zavesti je tako, kot da bi letel nad zemljo. Enostavno vidiš stvari iz višjega zornega kota, dokler si not v labirintu, pa iščeš, kako boš vam prišel, ne najdeš, ne? Ko pa greš više, pa vidiš labirint, easy peasy, ne? Tako nekako je tudi v naši zavesti. No in tretje oko je eden izmed, bom rekel, poimenovan tega, da ni vse videno z očmi. Ne, se stvari vidijo pa tudi še malo drugače. Zdaj, meni vse sort stvari sem slišal, ne bom zanikal, sem odprt do vsega, ampak veste, jaz aure ne vidim. Ne vem, če to res ali je ali ni. Ne bom ne trdil, ne zanikal. Ampak jaz jo ne. Pa če ali ne, konc koncev, ne. Bolj je prav, da jaz s tem svojim tretjim očesom zaznam stvari, ki so očem nevidne. Okay? In očem nevidna je laž. Očem neviden je interes. Očem nevidne so želje. Očem ni vidno tisto neke vrste prikrivanje. Ne? Žalost lahko prekriješ z nasmeškom, ampak noter si žalosten. Strah lahko kao prekriješ, že sem pogumen, čeprav noter veš, da te je strah. Ne? In zdaj to prekrivanje je v bistvu mešanje tega tretjega očesa. Ne? Mi bi pri ljudeh vse videli nemudoma, a ne? In razumeli na osnovi komunikacije, mislim, pridemo, bom razdelal še. Skratka, mi bi vse razumeli, če nam ne bi nekdo tega, kaj je videti, zabrklal, ne? Ničkan rekel, ti si mal nor, pa le tam je ptica, glih, ko se pogovarjaš o nečem, le, tam je pa oblak, le tu zamenjati temo in tako naprej.
Tretje oko pomeni videti, slišati, prepoznati, prebrati človeka. Da vidiš, pa to je običen lažnivc, obična pičketina. Meni razlaga to in ono, ovo in ovo, zastopaš v bistvu, pa ugotoviš, da je tip ali pa kdorkoli, pač čista zavarancija, a ne? Da so nameni bili drugačni, da so v bistvu za besedami je resnica drugačna. Evo, in tretje oko je dejansko, se ti odpre. Ne odpre se ti čez noč, postane pa, to je trening pravzaprav, a ne? Ko ugotoviš, ljudi znaš čitati, no, bom tako rekel. Ljudi prečitaš zelo hitro skozi njihove besede, poglede, kretnje, način izgovorjave, pogledov in tako naprej. In jaz recimo določenih ljudi nisem odkril 45 let, zdaj pa je lahko nekoga na osnovi enega samega komentarja, ki je dolg 5 besed, začutim, kam paše in kaj mu je namen. Jaz sem vas večkrat opozoril, kaj so lastnosti empata, kaj so lastnosti manipulatorja, oziroma mi smo ga poimenovali tudi narcis, ker to je eno in drugo. Zdaj, ta narcizem je malo manjši, pa malo večji, nekateri narcisi so čisti grozni psihopati in monstrumi, zdaj nekateri negativci, manipulatorji pa so recimo, se sam poslužujejo določenih manipulatorskih tehnik, ki pa so glihko narcisoidne narave. Enako gre za laž, gre za prikrivanje, gre za ustvarjanje lažne slike o sebi. Naven sam o sebi govori, da je krasen, a ne, od zadaj pa so neki drugi nameni. Tako da zdaj tretje oko je vzela za svoje tudi elita, kar pa pomeni, da je ona pa opazovala vse. Vsi smo opazovani, prav, čisto vsi. Tudi tisti, ki opazujejo, so tudi opazovani, a ne? Zdaj, oni so nas opazovali, kakšne imamo ideje, želje, interese, občutke, kaj imamo radi, česa ne maramo, česa nas je strah in so točno skozi te luknje uleteli in so nas točno strašili, kar nas je bilo strah. Točno so nas znali zlomiti pri tistih stvareh, ki smo jih imeli radi, a ne? Nekako najbolj noro je, da človeka recimo najbolj zaboli, kadar gleda uspeh od nekoga, kjer sam ni mogel uspeti. Na istem področju ti nisi uspel, nekdo te je skopiral, pa uspe, a ne? Seveda valjda, ker pomaga druščina, ne? Da se vrnem nazaj. Tretje oko nas je opazovalo povsod, snemalo nas je povsod, prisluškovalo, sledilo vsakmu našemu koraku. Včasih je bila pa to pa naštevka, pa mitska, ne? Pa je vse vedela, ne? Kaj je kdo, ki kam kaj šupa rekel. No in mi nekako normalni ljudje, ki nimamo, bom rekel, skritih namenov ali pa načrtno slabih dejanj, ne? Mi živimo lahkotno, tako kot Truman Show, on pač ni vedel in je pač živel lahkotno življenje, rutinsko. Mi se precej rutiniziramo, a veste, jaz recimo imam neko rutino, mislim, psi moram ven, a ne? In zdaj grem ven, pa grem pol še na kavo in to so približno neke vrste ene in iste ure. No ja, zdaj že cajt ne. Ker človek zamenja rutino, takrat v bistvu temu sistemu KGB-ovskemu, prisluškovalnemu in opazovalnemu, takrat v bistvu malo naroden pride, če kaj narediš drugače, kot je pričakovano, kot je rutinsko. In na tak način smo mi zlomili kodo. Broke the code, to je tudi naslov Eurovizijske pesmi. Sem opis tudi naredil na Facebooku, vam ga bom prilimal od spodaj v komentar, v opis videa, kako gledam na te stvari okrog Eurovizije. Smatram, da je to delo belih klobukov, ker besedilo pesmi je zelo pomenljivo, treba je zlomiti. Mi pravzaprav zdaj lomimo koda, matrica, je tudi koda. V filmu Matrix, matrica, je tudi vse so nule pa enke pa nule, vse to je program, mi vsi smo sprogramirani del nekega večjega programa in zanimivo, da je pevc je Nemo, a ne, kako je bil Neo v
v Matrici, a ne, tako kot je Eon, a ne, Eon je kako že stoletje, era, neko daljše obdobje, ali kako že, imam prav. Tako pa Švica, a ne, zdaj vse poti vodijo v Rim, ne, vse poti vodijo v Švico, ker Švica je bila center luciferijanstva oziroma satanizma in verjetno je s tem nekako pokazano, da je satanizmu prišel konc. Zdaj, to je moja razlaga. A pije vodo komu ali ne, me dosti ne briga, jaz to tako vidim in tako razumem in mislim, da imam prav. Kaj sem še hotel dodati temu, jaz luciferijanstvu in Švici, no, glede na to, da v bistvu boste rekli, ja, pa je bil oblečen v žensko, ja, mogel se je implementirati, to je prvo. Zdaj, bolj zaželjena satanistična skupina je bila Baby Lasagna. Halo, to je pedoznak, satanistično pedofilski znak in ime. In oni so imeli gromozansko velik sprejem, Hrvatje, ne govorim, z naslovom komanda Tink, nekaj tacga, brezvezenega, brez vsake vsebine. In oni so imeli gromozansko velik sprejem pa to. Zdaj ta zmagovalec Evrovizije pa ni imel nič velikega sprejema. Kada ga ne bi marali, ne mediji, ne noben, ne. Ja, valjda mediji, če nisi njihov, te ne marajo, ampak če si zmagovalec Evrovizije, te morajo vsaj omeniti, ne. Tako malo za občutek, da znate tudi vi biti okrog te Evrovizije malenkost bolj odprtih oči, med drugim, da zaznate, da je z Evrovizijo so nam se pokazali, pravzaprav še enkrat dirigirano bilo to strani belih klobukov in so dovolili satanizmu in demonom, da se pokažejo brez vsakih zadržkov, da so kar so in so pokazali in magične uroke in satanizem in pedofilijo in vse so pokazali na tem, bom rekel, ritualu satanističnem, ne, kar Evrovizija je. In zdaj nekako na ta način so tudi širši publiki pokazali, da je to zelo prisotna stvar in zdaj ljudje bodo rekli, ja, kaj tudi jaz nič ne vem. Kaj pizda nič ne veš, če pa na televiziji Evrovizija ti pokazala satanizem, kaj zdaj nič ne veš. Samo še naprej delati neumnega. Ne? Tako da to je del procesa prebujanja ljudi, a ne? Prebujanja, ne? Zdaj, dejstvo je, da ljudje vsi vse vemo, a ne? Sam eni bi radi skrili, nekako s prstem pokazali rajške stran, zato da bi sebe nekako zaščitili, da ne bi bili sami prepoznani, a ne? Mi moramo vedeti, da je svet hudo grdo zaglajzal v laž, manipulacijo in če je koga kaj strah, je lažnivca tega strah, da je prepoznan in dobljen na laži. Zdaj, to ni neki moj problem, jaz to opozarjam, da je vsem vse odpuščeno, le nehati je treba z napačnim delovanjem in pa vendarle do današnjega dne, ko se piše 16. maj leta 2024, ni neki baš ful napredka, ne? Napredek je samo ta, da je za nas, ki smo se začeli prebujati, a ne, in odpirati tretje oko, a ne, njihovo delovanje laži, mahinacije in manipulacije postaja prozorno. Jaz pravzaprav sem že večkrat opozoril, da vidim ljudi, ne, jaz vem, kaj so na meni, ampak moram se kar nazaj zadržati pa opazovati pa, kada je vse v redu, kada je vse normalno, ker čim omenim, da sem ga dobil, to je ur nebes, ne? Ti, ka lažnivci rečeš, ej stari, dobil sem te na laži, to ni res, si ti takoj vsega zla kriv, ne, v njegovega. Zdaj on seveda rabi imeti grešnega kozla, ne, s prstom nate pokaže, da si ti kriv za to, ki je on lagal. Kar neki, sem kakšna bedarija. Ampak nekako hočem reči, da je naša sposobnost postala večja in jaz sem od včeraj pa do danes te stvari pri sebi v svoji glavi skontempliral do te mere, da v bistvu meni so ljudje že zdaj prozorni. Pa mi še kar probajo igrati. Kar še. In zdaj prihaja piknik, ne, pa si mislim, joj, ljudje, pa prav vem za enih par, si mislim, joj, ne, kako pa boš to zdaj odigral, ampak ja, bom tudi jaz nekako se delal, kada ne vidim, ali pa ne vem še točno, kako bom izpeljal, no.
Hočem reči, dajmo prepoznavati ljudi, ker to je ključ, ne, to je odprto tretje oko, da rečeš, pa čakaj sama, pa ti mene nateguješ, zdaj ne rabiš tega reči, dosti je, da se odmakneš in stvari ne jemlješ resno več, kajti njihov namen je izključno zatemniti našo svetlobo, da se nam ne bi posvetilo, da bi mi slučajno videli, kaj oni počnejo, ne. Zdaj ne mislim samo elito, pa policijo, pa sodnijo, pa te jajca. To so pač ljudje v vaši okolici. Zdaj, nekako prihajamo v eno obdobje, verjetno za marsikoga precej težko obdobje, ko se bo zaradi tega, ker boste prepoznali ljudi, njihovo naravo, način delovanja, boste morali enostavno ljudi zapustiti. Te, ki jih imate na sebe privezane, te, ki vas črpajo, izčrpavajo, ki v bistvu vašo luč zmanjšujejo, da ne bi vi prepoznali njihovih nalog. In žal je že tako, da prijatelja imej blizu, sovražnika še bližje. To je njihova izjava. Oni imajo zraven sebe svoje flying monkeyje, leteče opice, zelo blizu pa pridejo človeku, ki ga morajo ugasniti, cuzant in mu preprečati, da postane to, kar mu je potencial. Tako da mogli se boste nekako soočati s tem, da boste zapustili ljudi, za katere ste mislili, da so starši, otroci, najbližji dolgoletni frendi, ne vem kaj. Vse sort teh odnosov boste mogli porezati, pa da ne boste mislili. Največja pijavka je dela iz ozadja. Vi načeloma ne boste razumeli, da je ta večja pijavka tista, ki deluje na ven najbolj šmensi. Ne vem, pri meni je že tako, da ata je delavec, ampak šefica je pa mama. Tako zdaj gledamo stvari, ker jaz si tega ne bi nikoli upal reči, niti podvomiti, vendar so me pripeljali do tega in hvala Bogu, jaz sem jim neizmerno hvaležen. Jaz sicer ne razumem tega, da so mi pokazali globino, kam ta igra gre, kako daleč gre ta igra. In da v bistvu se ne neha in se ne konča, ker njim je ideja, da pač te imajo v krempljih in držijo dol. Tako da nekako sem vas hotel opozoriti. Odpira se nam tretje oko, odpiramo oči in vidimo, da okrog nas svet funkcionira v pizdi, da ljudje delujejo nikakor, da v bistvu moramo te ljudi, njihovo delovanje prepoznati in jih odmakniti. Zdaj, na en način celo ATA sodeluje z nami, pravzaprav ta univerzalna sila, ki skrbi za poravnavo, da so se ti ljudje nam kar sami malo odmaknili. Nekako, ko ti daš človeku vedeti, da ga vidiš, se ta umakne, če se kam ima umakniti. Če se nima kam umakniti, zamenja temo, nekam se mu nujno mudi, nujno mogo zdaj na telefon nekaj pogledati, nujno nekaj. Skratka, bodite pozorni, kdo in kako funkcionirajo ljudje. Drugo, kar je, se vi od njih odmaknete. In tretje, kar je, kar nekaj teh ljudi je pravzaprav univerzum sam odmaknil od vas in vas pustil v neke vrste izolaciji oziroma v hermetic mode, torej hermetično zaprtem prostoru, ali pa puščavniški način, dajmo temu reči. Torej, da se nekje odmaknete, ste odmaknjeni stran od njih. Zdaj, ta osamitev je za empata pravzaprav odrešilna. Kdor zna uživati sam sabo in v samoti, lahko tam najde mnogo samega sebe. Ne se probati zamotati z digitalnimi mediji ali pa knjigami ali pa tako. Veliko boljše je, da živite, lahko malo brskati, kar dejte, jaz veliko brskam, jaz sem pač raziskovalec, ampak vse to vedno, kar preberem, dam v svoje življenje, v prakso, pa se rečem, čakaj malo, kdo so manipulatorji pri meni, čakaj, kdo se kako obnaša, pa gre tako malo analiziram v svoji glavi. To je tretje oko, ono dela na daleč. Tretje oko
je tudi pravzaprav priklop na univerzalno modrost, na univerzalno znanje, na tisto, kar je vsem živim bitjem primarno. Mi ne rabimo nekih informacij, milijardo informacij mi ne rabimo samo bistvene informacije, da dostopamo do modrosti. Zdaj, tudi to sem vam že nekako upam, da dokazal, da kaj da sem vam dokazal? Da se človek priklopi na teleempatično področje, kjer je modrost doma. Zdaj, meni se iz dneva v dan stvari še širijo, tako da verjetno nismo še prišli do konca, vsaj zase to lahko trdim. Vem pa, da večina ljudi ni prišla še do te širine. Nič hudega, jaz si želim, da pridemo vsi, čim več nas, da mi ne bi kdo narobe razumel, nikomur ne želim, da trpi in da se cvre na kakšnem žaru. Bolj bi želel, da zna izpustiti bremena, ker dokler si privezan z bremeni, ne moš leteti. Ne sem rekel milijonkrat, reži in odpusti si in priznaj si. Zdaj, priznati poraz je nekaj, kar ego absolutno ne mara. Torej, je treba najprej priznati pa zlomiti ego, ali najprej ego zlomiti pa ga poslati v 3 mile materne pa nekako pustiti stvari zadaj za sabo. Mi gremo v popolnoma novo življenje. Staro življenje so neke vezi, ki jih imate. Zato smo prej rekli partnerski odnosi, prijateljski odnosi, službeni odnosi, vse sort boste mogli vi se od teh stvari čustveno odvezati, odločiti in nekako sami s sabo definirati, razdefinirati, kaj je vaša prvinskost. Kekac naj vam bo spet kot primer. Poštenost, iskrenost, igrivost, lahkotnost, dobri nameni, dobra volja, svoja smer, svoja pot, svoj tempo, svoje želje, svoje potrebe in tako naprej. In to zdaj vsak ima svoje želje, svoje potrebe, svoje... Tako da, veste, napiše univerzalna knjiga, da moraš tako sedeti, pa potem se ti bo razodelo, tretje oko odprlo. Nikada. Ne gre to tako. Želim vam, da ste taki... Da spoznate, da v bistvu višek duhovnosti je biti kekac. Biti človek, nič drugega. Ni duhovnost čira čara. Ni duhovnost neki, pa ne smeš to, pa ne smeš uno, pa ne smeš tretje. Jaz sem žejen človek, priznam, jaz nimam kaj, jaz tako rad kakšen pers pijem. Pa mi je folk probal to dotupiti, pa kaj boš duhovnost, pa porka Madonna. Jaz imam čisto vest, jaz imam čiste namene, pa z lahkoto jaz pers pijem, ali pa 25, to sem drek. Ne, sej ne. Ampak, hočem reči, ni poanta neke tehnike, jaz to sem vam milijonkrat že povedal. Zdaj, pa si pa po drugi strani mislim, pridite k meni, pa vam bom pokazal, kako se to naredi, a ne. Pa, nisem v kontekstu, bi naredil neke delavnice, ampak si spet mislim, vse brez veze, če pa trdim, da ne rabi nobene delavnice. Po drugi strani je pa res treba delati na sebi, oziroma neke stvari razumeti. Zdaj, je nekaj, kar so nam omejevali, je nekaj, kar so nam meštrali. Bom se vrnil na Evrovizijo, jaz objavim tekst, da to, kar vam bom objavil, pa kar sem vam prej objasnil, in na teta suvereno napiše, pesem poje o Cernu. Kje v tekstu boste prebrali, kje piše kaj o Cernu? In nekdo je to osral, zdaj treba tega Nemota osrati, ker on je tudi grd, ne? Nekdo drug je napisal, da ta pesem je tako satanistična, ne? Da so se ljudje slabo počutili, prav točno po tem komadu. A veste, ljudem je prav je narobe in narobe je prav. A veste, obej bi lazanji ni noben razlagal, da je narobe, ampak on ima 6 knofalc, 6, pa je dobil 6 glasov žirije, 6 od unga, pa 6 od ljudstva, veš, same 6, čisti satanizem, ne? Ampak to zdaj ni tako zelo pomembno, ne? Glavno, da je Nemo grd, ne? Torej, hočem reči, naš je hitro zapeljan, nemudoma. A veste, tudi en tak dober test je 2 kroga, ne? Rdeč pa plav, se nima veze. In množici predavatelj reče, ta 2 kroga nista enake velikosti. Dvignite roko tisti, ki mislite, da je rdeč večji,
tisti, ki mislite, da je moder večji, dvignejo roke in na koncu pravi človek, predavatelj, evo, tako ste vi zmanipulirani. Oba kroga sta iste velikosti, jaz sem vam dal iztočnico, dvom, vi ste prišli do točke izberi, čeprav ste izbrali narobe. Tretji odgovor je mogoče. Oba kroga sta enako velika, pika. In ako se vsem ljudem že v štartu sta se zdela oba kroga iz prve enaka. Evo, in tretje oko je reklo, tole je enako, ne? Pol je pa manipulator prišel pa rekel, ne, to je drugače, ne, ti to narobe misliš, ne, pa to sem ti tako vidiš. My ass. Na tak način smo bili mi zmanipulirani. Vi morate zaupati temu, kaj vi vidite, kaj vi razumete, kaj se vam zdi logično. Če pesem poje o tem, da je razbil kodo, ker je šel skozi svoj pekel, to poje na disku, kjer v bistvu pleza v življenju gor, pa ga temačne sile dol vlečejo, ampak je preskočil, bom rekel, se je tehnica prevagala v lastnem življenju, je prišel do točke preloma, in preboja in tako naprej. Hočem reči, da moramo imeti svoje mnenje. Zdaj, valjda o Evroviziji je cel Facebook poln nekega negative in tako, se strinjam, ampak daj pejt ti pogledat. Sam. Saj ti ni treba vsega gledati. Ampak zmagovalna evrovizijska pesem, da saj gotoviš, a je zmagovalec satanist ali je naš človek. Ne? I broke the code. In res je, mi razbijamo kodo, mi razbijamo Q. Q je virus v matrici, ti si Q, jaz sem Q, Q je prophecy, prerokba, Q je ključni moment, ključna točka preobrata. Tako da dajte biti sami kritični in ne verjeti, zdaj tudi meni ni treba verjeti, da je to res. Sam dajte malo sami razštudirati, res, ker to je osnovna ideja. Plus tega, da je, kaj sem še hotel reči, da je, da mediji govorijo o njemu, kako je to binarna oseba, da ne ve svojega spola, ovo. To mediji pišejo. Kdo je to rekel? Mediji, ne? A kar verjamemo jim naenkrat zdaj, spet. Ne, pejte si pogledati malo o njem. Imamo vsi Google, kako je on se razvijal, da je on operni pevc, da je on bobnar, reper, še stvari, ima potencial v glasilkah, čist nemogoč, neverjeten, no nemogoč. In ta Nemo ni po župi preplaval, by the way, in se je on do te neke, zdaj ko zadnjih par let, on bil čist normalen dečko in verjetno je še vedno normalen, ampak da se je lahko sploh pojavil na Evroviziji, da je sploh prosperiral v finale, je mogel se obleči nekaj podobnega kot ribica Nemo. Ne? Ja, Nemo je za Slovence verjetno tudi precej pomembna stvar v tišini. Ne? Tretje oko bere tudi, kadar usta govorijo. Ne? Bo šlo? Tretje oko prebere svašta delovanja. In jaz sem vam milijonkrat rekel, fokus, pozornost, čuječnost, ustav se, da boš kaj videl. Čuj, bodi buden, čuječ bodi buden, ne zaspan, dobro jutro, dobro dan, da smo vsi zaspan, ne. Prav je, da se prebudimo in odpremo oči in gledamo in opazujemo ljudi, najmanj 10 ljudi okrog sebe, oziroma te, ki so vam najbližje, te, ki vam zgledajo najbolj smut, pa to morate opazovati, kako vam lepo počasno slanco cuzajo energijo. Bodite vi sami pozorni, v mojem življenju je tako, pa jaz vam to govorim zaradi tega, ker sem to sam pogruntal. Ne, sem preveril, ker sem te stvari drugje bral, slišal skozi pesmi, skozi predavanja, ki jih spremljam in tako. Zato je najbolj pomembno, da vi začnete v praksi opazovati. Zdaj, a je Q prišel beli klobuki do točke, da bo že drug teden kvantni finančni sistem postavljen ali ne, ne vem, noben ne ve. Verjet, kakor sem jaz obveščen, čakamo splet dogodkov z naše strani, da bomo mi dovolj zapeljali stvari tako daleč,
da se bo lahko naredil ta prelom. To, da v bistvu galaktiki in sile, ki poganjajo od zadaj, torej ta univerzalni kozmični plan, ima pač svoje zakonitosti in verjetno noben ne ve datuma. Verjetno, da ne, verjetno je to stvar našega delovanja. Pa kaj, da jaz tega nisem vedel, vas na to opozarjam že ves čas. Dajte vi od sebe tudi, pokažite, kdo ste vi. Čim prej, čim bolj na glas. Pokažimo, kaj je noter ta kekaca, ne. Zdaj, vsi smo palili. Jaz sem šel tudi čez svoje govna, jaz sem tudi skozi lov svoje. Jaz imam tudi zdaj uspone pa patice. A veste, duhovnost ne pomeni biti vaš čas dobre volje, Ni res. To pomeni v določeni situaciji se znati tudi prav postaviti. Tudi udariti po mizi. Ne? In seveda ne bi bilo to treba, ne? Človek bi se ves čas radostil, vendar v tem svetu tako pač je in moraš tam se boriti, tam se veseliš in tam si v svojem meru, tam moraš zobe stisniti, tak nikaj pomagati, boš da iškaj naprej, ker sveta ne boš čez noč na glavo obrnil. In tako. Ne zdaj misliti, če se vi razjezite, da zdaj se pa ne smem, pa nisem duhoven. Dej se in to do konca. Sam ne to ljudem v ksih dati, ker točno to hoče iz tebe izvati. Ljudem ne pokaži te čustva. Lahko postaviš mejo znotraj sebe, pojdiš pa domov, pa doma v kuhni malo premelješ, pa poštaš ga v 3 male mitlje materne. Ne? In ko je poslan, ga ni več v glavi. Ne? Vi morate sami spucati svojo glavo, da ne nosite dreka v svoji glavi. Tistega dreka, ki ni vaš. A veste, empat doživlja čustva drugih ljudi. In bolj, ko si empatičen, bolj ti to čutiš. Bolj, ko si odprt, več ljudi, temačnih demončkov, ljudi, ki prenašajo demone, te želi napadati in zatreti. In zdaj je to sorazmerno. Ti čutiš njihovo govno, če dalje več jih je, pa če dalje bolj moš to znati odmetavati iz glave. Vrnite čustva pošiljateljem, zato ker oni vam pošiljajo slaba, težka, negativna, težka čustva. Ne si bo strah, ne si bo žalost, trpljenje, jeza, vse so. Skratka, v mislih rečete, vračam pošiljatelju, to ni moje. Moje čustvo je biti vesel. Jaz rad sem vesel in v tem bi rad bil in ustrajal. Skratka, vse že pol ure, ne. Dajte malo pomisliti tudi vi o tretjem očesu. Tretje oko ni nič drugega, kot da znate preberati ljudi, kakšni so. To je psihologija, ne rabite debelih knjig brati, vi samo opazujte. A je možno, da vas proba kaj nategniti? Vam je spet malo cuzno energijo, spet je zapeljana tema, čakaj, sem zanče pa tako bilo, zdaj pa tako, Preračunavamo, mi moramo možgančke ulaufati, ta celotna družba nam je možgančke, tako kot sem prej rekel, probala zamešati, pa je konfuzija, drama, nam jih je probala zmanjšati njihovo kapaciteto in mi jih dajmo malo trenirati. In zdaj, če drugega ne probajte malo o Evroviziji drugače pogledati, z drugega kota, boste videli, da obstaja tudi druga razlaga. In da ni vse tako, kot zgleda na prvo žogo. In zdaj ljudje se morajo zavedati, da kadar ima človek odprto tretje oko, se ga ne da nategniti z nobeno masko. Ne z lepimi besedami, ne z lepimi laski, ne z velikimi joški, ne z velikim črnim avtomobilom, ne z ničemer. Ker človek, ki ima odprto oko in zna opazovati, čuti srčnost, tretje oko je ono, ki čutiš, tudi feeling je, ki se dobro počutiš ob nekomu. Pa to vsi imate. Vsi veste, da če vam pokažem tako kučico in točno zato vam jih tudi malo več kažem, da to bi v vas malo spodbudi uno, kaj bi jaz tle bil, to je pa lepo. Čutite lepo čustvo, veš da ga, lepe vibracije, ne? In če ob nekomu čutite uno, kaj je to težko, ne? Pol je to tudi prav, ne? Dajte te stvari poslušati. Tako, da so možgančki, pa možgančke dajmo malo trenirati. In to za Evrovizijo bo super, malo za trening in tako. Dobar, bolečina, vsaka bolečina, s katero se srečujete,
ni zato, da vas pobije. Ata vas noče ubiti. Ata vas hoče naučiti lekcije. Vsaka lekcija pa nekoliko spremeni človeka, a ne? V nekaj boljšega, če se lekcije zaveda. A ne? Zdaj na napakah se učimo, zdaj zavedate se, da je sistem hotel nam dopovedati, da narediti napako je nekaj zelo sramotnega, grdnega in dajmo se posmehvati nekomu, ki se je zmotil. To je njihova bedarija in tako imeti občutek krivde pa sramote, ne vem kaj. Narediti napako je človeško, ker napaka je tisto, kjer se mi učimo. Samo teorija ni dost, tudi praksa ni zadost. Teorija, praksa in lastne napake, to je to. Zdaj, eno je vedeti, eno je razumeti, a ne? Zdaj, a veš, ljudje imajo velike diplome, ampak ne razumejo psihološke vojne, ki se dogaja zdaj v ozadju. Mnogo ljudi mene tudi pozna, ne, recimo, ali pa posluša, sam me praktično noben ne razume, ne? Mislim, tega, kaj je v meni nota, v moji čebuli. Zdaj, mnogi ljudje, sem jaz opazil, so spremljali moje video vsebine in moje delovanje zato, da bi mene prečitali. Moj način delovanja pa je, da v bistvu želim, da bi vsak z mojo pomočjo prečital sebe. To bi bilo bolj prav, ker ko bomo vsak sebe naštudirali, se bomo takoj pokompali. Ljudje ljudem, črnim, belim in teh 50 odtenkov sive skinemo. A si črn ali pa bel, pika, druge ni. Nič drugače. In to je to, kar smo v obdobju tem prehoda, ločevanja, seme od plevela, grdo od dobrega, slabo in tako naprej. Skratka, mi se ločujemo in prav je. In temu bo zagotovo pripomoglo odpiranje tretjega očesa, malo hitrejši možgančki in seveda to, da tehnike, s katerimi so nas napadali, ne delajo več, ker imamo tretje oko in vidimo mi te tehnike, a ne? Tako da upam, da ste zdaj dobili malo širši, bom rekel, bolj enostaven pogled na tretje oko. Tretje oko ni nobena famozna stvar, gre za to, da prebereš človeka in njegovo delovanje. Ne? Nekdo se te zlagal, no, tretje oko ti dobro dela, če ga dubu, ne? Če pa imamo mi tretje oko zaprto, pol pa oni lažejo, kradejo, delajo budeleštine, mi pa nismo zaznali. Rekli so, jojo, jaz nisem bil, on je bil, ti pa tis pa neumen, pa smo kar vse verjeli, ne? Ne verjemte nobenemu na prvo žogo, ker laž je, planet je prežet z lažjo in manipulacijo in res ne verjemte informacijam iz prve roke. Lahko pa mi verjamete, ker lahko vi tudi kaj preverite na osnovi tega, kaj vam jaz povem ali pa vam predajam naprej. Želim vam prečudovit četrtek. Piknik bo, ne? Že veste, še ne veste. Mail mi morate poslati, če hočete priti na piknik, da dobite informacije, kje pa, kaj pa, kako pa, zakaj. Skratka, mi se že združujemo, ideja je, da se seme zbere na kup, pa da nas je več in vse. V bistvu delamo nekaj velikega. Spet, ne, mislim, mora tako biti. Želim vam, da se imate lepo, da ste močni in da imate odprto tretje oko. Vse dobro. Vsem. A ne? Čak malo tako? Vsem. Čau.